Jaz bi vas lepo pozdravil in se vam zahvalil, da ste ostali do konca, skoraj do konca. V svojem naslovu sem se, kot sem kasneje ugotovil, lotil nekakšne 4 peresne detelce, mej, suverenosti, varnosti in človečnosti. O teh temah je sigurno veliko več zapovedati, kot bom jaz skušal danes predstaviti tukaj. Se pa v svoje upravičilo nekako poslužujem dejstva, da dogodki, ki smo jim priča danes, še vedno potekajo. Se pravi, migrantska situacija še vedno poteka. Vsak dan je nov razvoj dogodkov. Včeraj je bil sestanek predsednikov in ostalih akterjev z tega področja, prav tako verjetno prejšnji teden in še predprejšnji teden. Tako da ne bom rekel, da zaenkrat tavamo v temi, ampak iščemo neka orodja, s katerimi bi lahko pojasnili, kaj se nam dogaja, in v tem trenutku orodja so, jih je pa veliko. Tako da jaz, kot sem rekel, sem si nekako zbral 4. Če bi začel z mejami. Meje so se v zadnjem času izkazale kot prostori tisočerih možnosti. Na meje lahko, kot nam to predlaga William Waters, gledamo kot na neprekinjeno črto, ki jo države uporabljajo za to, da bi pokazale, do kod sega njihova suverenost. Bolj kot vojaške in ekonomske prakse, danes v ospredje stopajo kot prostori za upravljanje z različnimi akterji, predmeti in procesi, katerih skupni imenovalec je mobilnost. Etienne Balibar mejo razume kot zapleteno mrežo, ki se istočasno projicira daleč preko in globoko v notranjost teritorija nacionalnih držav. Kot taka je veliko bolj učinkovita pri tako imenovanih politikah razmejevanja oziroma debordering in omejevanja oziroma rebordering meje. Ko se na zunanje meje Evropske unije kopiči policijske preko Frontexa in tudi vojaške preko NATO sile, ter se gradijo tehnične ovire, da bi lahko meje znotraj Evropske unije ostale odprte. Tudi tako imenovano daljinsko upravljanje z mejami, ko se že nadaleč pred vstopom v samo državo migrante razdeli v zaželene in v nezaželene, preko recimo vizumskih politik, hotspotov, varnostnih con, preverjanja zunaj ozemlja nacionalne države, recimo Velike Britanije, ki že v Calaisu preverja vlake, tovornjake, ali pa na železniški postaji v Bruslju, kjer preverjajo Eurostarov vlak, in pa kaznovanje ladijskih, letalskih in avtoprevoznikov v primeru prevažanja nedokumentiranih migrantov. To so recimo vse prakse, ki presegajo to klasično razumevanje meja kot ravne in neprekinjene črte, ki obdaja nacionalno državo. Prav tako takšno razumevanje meja presega razmišljanje Zygmunta Baumana, ki opozarja, da so se v globalnem svetu meje zaradi globalnega kapitalizma in igre bogatih elit spremenile v prave zunajteritorialne mejne dežele, kjer naj bi domovali begunci, gverilci, banditi, preprodajalci z mamili, ki seveda okrožajo našo stran meje, zato so žice še kako na mestu. Sandro Mezzadre pa je mnenja, da meje niso nevtralne razmejitvene črte, temveč simboli moči, ki vsiljujejo vključevanje in izključevanje. Zdaj bolj privilegirane dominantne hegemonije aktivno kontrolirajo svoje meje, da bi morebitne prestopnike zadržale na tako imenovani drugi strani. Kot taka meja postane nevarna, saj ta kontrola z pozicije moči vodi in je pripeljala do številnih tragedij na meji Evropske unije in tudi drugih mejah. Izzivi na meji so veliki, saj se tu spojita tako imenovana zunaj in znotraj, na kar nas opozarja Ema Haddad. Tisti, ki prečka mejo, spodkopava njeno avtoriteto in lahko, tako Mary Douglas, onesnaži notranjost, ki jo meja skuša zaščititi. Begunci na meji so tako konstruirani kot grožnja, ki se oblikuje okoli 4 osi: družbeno-ekonomske, varnostne, identitetne in politične. Znotraj diskurza o varnosti se vzdržujejo številni miti, ki begunca konstruirajo kot potencialni izvor onesnaženja. Begunci
povzročajo brezposelnost in šibijo ekonomijo. Prisotnost beguncev označuje izgube kontrole nad suverenami meje in tudi kljubovanje avtoriteti. Begunci slabijo narodno identiteto države gostiteljice in tako onesnažujejo družbeno kohezijo in begunci tudi prinašajo bolezni in tako predstavljajo grožnjo za zdravje in dobro počutje državljanov. In vse to naj bi se seveda dalo preprečiti z ustrezno politike trde roke prav na meji, kot to pač poudarja Ema Haddad. Meje torej nacionalne države razumejo in uporabljajo kot orodje v primeru različnih dogodkov. Eden takšnih dogodkov je prav gotovo grožnja izgube suverenosti. Nemški politični teoretik Karl Schmitt je suverenost razumel kot moč, da se razglasijo izredne razmere. To ne bi se zgodilo v trenutkih sistemske krize, ko temelji in oblika politične avtoritete postanejo negotovi. Takrat naj bi zakon prenehal veljati kot režim normativne pravice ter raje deloval po logiki izjem. Gre za odmik od logike demokratične politike k drugačni logiki politične pripadnosti, kjer zakoni države ne omejujejo več. In kar je značilno za takšne izjeme, je neomejena avtoriteta. Suverena moč ostaja, medtem ko se zakoni odmikajo. Mirjam Tiktim ugotavlja, da država suverenost vedno vzpostavlja na meji. V primeru krize suverenosti, ko izjeme zamenjajo norme, je ravno meja tisto mesto, kjer so kontrolna in zagotovila normalnega pravnega reda najprej suspendirane. Če se tukaj nekako gremo na slovenski primer, Slovenija je del svoje suverenosti že izgubila s pridružitvijo Evropski uniji in če dalje bolj očitno pa je v avgustu 2015 postajalo dejstvo, da se migranti ne bodo zbali prestopa slovenske meje. Madžarska je že v začetku julija 2015 začela graditi žičnasto ograjo na meji s Srbijo, v začetku septembra je svoja vrata za begunce na stežaj odprla Nemčija. Primer Hrvaške, kamor je med 16. in 20. septembrom prišlo okoli 25,000 migrantov, pa je jasno nakazoval možen razvoj dogodkov. Kljub temu, da je minil še dober mesec do zaprtja madžarske meje s Hrvaško in množičnega prihoda migrantov v Slovenijo, pa le-ta na to ni bila pripravljena. Zdaj, ena od možnih razlag je glede na vse povedano možnost, da je Slovenija svojo nepripravljenost na prihod beguncev konec poletja in celo jesen namerno ustvarjala situacijo, ki jo je potem lahko obvladala le še z izrednimi razmerami na mejah v imenu obrambe lastne suverenosti. Tako bi namreč lahko rešila kar nekaj izzivov, pred katere je bila postavljena. Zdaj, na mednarodnem nivoju je kot podpisnica mednarodnih konvencij, sporazumov in pogodb, kot so recimo konvencija o beguncih, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, Schengenski sporazum, Dublinska uredba, zaradi tako imenovanih izrednih razmer na meji, lahko spregledala nekatere zaveze, pravice, standarde, ki so povezani z begunci. Situacija nekoliko spominja na leto 1992, ko so begunci iz BiH v Sloveniji dobili tako imenovani začasni begunski status, ker nekatere pravice iz konvencije o beguncah prav tako niso bili upoštevani, recimo pravica do dela. Prav tako Slovenija glede na Schengenski sporazum čez mejo ni spustila le tistih migrantov, ki so imeli veljavne dokumente in ustrezne vizume za vstop v Schengen, medtem ko bi ostali morali zaprositi za mednarodno zaščito ali pa pač oditi drugam. To bi zaradi obveznih procedur v zvezi s pridobitvijo ali zavrnitvijo ustreznih statusov, prosilec za azil ali pa oseba z mednarodno zaščito, pomenilo hudo ali pa celo prehudo obremenitev za to zadolžene inštitucije, ki so v prejšnjih letih obravnavale le po nekaj 100 prošenj letno. Tudi tako imenovana začasna registracija na meji, ki jo sicer lahko označimo za popis osebnih podatkov migrantov, nikakor pa ne kot popis podatkov, ki velja v primeru prošnje za mednarodno zaščito, lahko razumemo kot poskus izogniti se nevarnosti, da bi po Dublinski uredbi v Slovenijo vrnili vse zavrnjene prosilce za azil iz Zahodne Evrope, ki so bili tu prvič popisani. Tukaj se tudi izpostavlja problem otrok brez spremstva, saj se na sami meji ni preverjalo starost otrok in so lahko otroci brez spremstva mirno odhajali naprej v Nemčijo ali pa drugam.
Zdaj, če gremo na državnem nivoju se je zaradi krize in z njo povezane podhranjenosti kadra, policija, vojska, civilna zaščita in Rdeči križ, ter tudi pomanjkanja financ ter raznih drugih razlogov Slovenija znašla pred velikimi izzivi, ki so povezani z oskrbo in namestitvijo velikega števila ljudi. Država je zaradi tako imenovane nevarnosti na meji lahko tam uvedla izredne razmere ter se zatekla k seriji začasnih rešitev, kjer pa je prišlo do serijskega kršenja človekovih pravic in zniževanja humanitarnih standardov. Ne govorimo o zelo zapletenih stvareh, govorimo o strehi nad glavi, o skrbo s hrano, možnosti ugovora, pogovora, o obleki, o združevanju družin, varnosti, dostojanstvu, zdravniški pomoči ter še marsičemu, kar je prve mesece manjkalo na meji ali pa še vedno manjka tudi dan danes. Na mejah so zrasli tako imenovani zbirni centri, ki so po podatkih hrvaške nevladne organizacije Are You Serious?, ki je zbirala podatke o dogajanjih v posameznih zbirnih centrih vzdolž tako imenovane balkanske poti, pričevanju migrantov in tudi nekaterih novinarjev, ki so jim na to prepovedali vstop v zbirne centre, zelo spominjali na taborišča, o katerih je razmišljal filozof Giorgio Agamben. Taborišče je po njegovem prostor, ki se pojavi takrat, ko izredne razmere postanejo pravilo. Ideja taborišča je normalizacija izrednih razmer. Takšna taborišča v obliki centrov za zadrževanje in ostalih centrov s podobnimi imeni, ki se pojavljajo po vsej Evropi, te centri se pojavljajo po vsej Evropi in se jih uporablja kot strategijo za lažno predstavo o tem, da so migrantski tokovi pod kontrolo, čeprav jih države v bistvu niso sposobne kontrolirati. Kršitve, ki so se zgodile v teh taboriščih v imenu ohranitve suverenosti in kontroliranja migrantskih tokov, se nadaljujejo. Tako imenovani agenti države, kot jih imenuje Agamben, ki delujejo tam, pa niso samo policija, tudi humanitarni delavci, tudi delavci Rdečega križa, ki delujejo tam, ostajajo pravzaprav nekaznovani zaradi zakonov, ki se izvajajo selektivno. V teh prostorih je vladavina prava zreducirana na vladavino policije, ki deluje pač v izrednih razmerah. Logika za takim delovanjem je sledeča. Dokler se spet ne vzpostavijo normalne in jasne razmere, je izjema upravičena. Če tukaj mogoče dodam še izkušnjo migrantov samih, potem vidimo, da so po doživetju slovenske meje le redki zaprosili za azil v Sloveniji. V enem od intervjujev, ki jih je opravil kolega v nemškem zbirnem centru, je eden od sirskih beguncev slovensko izkušnjo označil za pekel na zemlji. Lahko bi rekli, da so izredne razmere na meji v imenu ohranitve suverenosti in varnosti dosegle še en cilj, to majhno število prosilcev za azil v Sloveniji. Če od mej in izrednih razmer skočimo na varnost, na vprašanje varnosti, na migracije se dan danes vedno pogosteje gleda kot na temo, ki je trdno povezana z vprašanjem varnosti. Kot varnostni problem jo vidijo predvsem politiki, policija, vojska, tajne službe. Te agencije kontrole, kot jih imenuje Didier Bižot, imajo svoje metode kontrole in nadzora, svoje definicije nevarnosti za državo in družbo in tekmujejo med seboj, da bi svoje cilje čim bolj vključili v okvirje, ki jim jih priskrbijo politiki. Varnostne agencije se ne ukvarjajo s tekočimi varnostnimi problemi, temveč konstruirajo probleme na tak način, da lahko za njihovo rešitev uporabijo svoje tradicionalne metode reševanja. Večina vlad v Evropski uniji, kamor pa spadamo, je sprejela diskurs strahu pred migranti v imenu zaščite meja, reda in tudi identitete družbe. Gre za retoriko, ki ni nova, nastala recimo že z nastankom šengenske meje. Odprtje svojih nacionalnih meja so namreč države povezane s tako imenovanim varnostnim deficitom in če že ne morejo ponovno zapreti svojih meja zaradi principa svobodnega pretoka oseb v Evropi, se lahko vse bolj posvečajo zunanjim mejam Evropske unije. Razvile so retoriko o migracijah in kriminalu skozi utvaro, da globalizacija spodbuja množično imigracijo in prihod migrantov, ki se želijo naseliti na Zahodu. Če mogoče tukaj povem nekaj statistike, Russell King, geograf, je nekako izračunal, da se le okoli 7 do 10 ljudi na svetu, procentov ljudi seli. Se pravi, več kot 90% ljudi ostaja doma. Se pravi, da je zato govorimo o utvari.
da globalizacija spodbuja množično migracijo. Zdaj ta strah oziroma ta politika, te politiki proračuni različnih varnostnih agencij pa ne naraščajo v skladu z razvojem te retorike in tega strahu. Gre bolj za neko simbolno politiko, kot pa za konkretno reševanje problemov. Praktično znanje ljudi, ki so odgovorni za varnost, namreč preprečuje realizacijo mita o učinkoviti trdnjavi Evropi. Militarizacija meje, če vojaške enote povsod ne zaprejo meje, je pač neučinkovita. Zelo težko je ustaviti ljudi, ki so trdno odločeni, da prečkajo mejo, kot je že neštetokrat pokazala recimo bodeča žica v Ceuti in Melili, pa tudi Sredozemsko morje. Znotraj same Evropske unije so prakse kontrole istočasno še bolj pogoste, tudi manj učinkovite, ker ustvarjajo predvsem težave za ljudi, ki upoštevajo pravila, ne zmorejo pa ustaviti ljudi, ki si želijo priti čez meje. Ta vrzel je povezana z retoriko invazij in potrebo po kontroli na meji na eni in pa že omenjeno prakso daljinskega upravljanja z mejo na drugi strani, ko se kontrola ne dogaja več na meji, temveč se pomika, bodisi stran od nacionalnega teritorija, recimo na konzulate v tujini, bodisi v notranjost teritorija, kjer lahko v bistvu vsi postajamo policaji, ko lahko pač glede na, rasno profiliranje ali pa izkušnje pač prijavimo osebo, za katero sumimo, da je nedokumentiran migrant. Tako Bižo kot tudi Sokala poudarjata, da zaradi vseh teh vrzeli prihaja do med seboj povezanih iger na političnem, medijskem in varnostnem nivoju. Tako v političnih igrah nekatere politične stranke izkoriščajo to razliko med diskurzi in praksami ter zahtevajo ostrejše ukrepe proti migrantom. Posvojijo nekako apokaliptično verzijo kaotičnega sveta, propadati civilizacije, ki grozijo na zunaj tujci in drugi, od znotraj pa pomanjkanje moralnih vrednot in pa prisotnost nekega notranjega sovražnika, recimo slovenski muslimani ali pa levičarke. Zahtevajo ostre varnostne programe, dokončne rešitve in pa militarizacijo družbe, kot je recimo ustanovitev Narodne garde, kar se je pojavilo v medijih. Ostale politične stranke sicer zavračajo takšne rešitev, vendar pa niso povsem prepričane v svoj prav, saj verjamejo, da jim ta preprosti diskurs in ponudba ostrih ukrepov jemljeta volilce in pa javno podporo. Zato želijo dokazati, da po eni strani ukrepajo, istočasno pa želijo ostati tudi humanitarne. Toda škoda je narejena, saj se v primeru odnosa med migracijami in varnostjo vplete v reševanje vprašanj, ki jih niso same oblikovale, ampak so bile oblikovane na neki skrajni desnici. Takšna vrsta konsenza je problematična, oblikuje retoriko o zaščiti meje kot temelja nacionalne suverenosti, kar pa ne ustreza kontroli meja v praksi. Ko namreč vlada želi dokazati, da obvladuje situacijo na meji, od varnostnih agencij zahteva akcijo oziroma uspehe. Vendar pa tak pristop na to od politikov zahteva, da prevzame odgovornost za prihod beguncev nedokumentiranih migrantov, ki se jih pač ni dalo zaustaviti. Politiki v tem trenutku doživijo trenutek resnice, ko so seznanjeni z omejitvami svoje moči. Spoznajo, da se v tem primeru igrajo bolj simboli, recimo tanki na meji ali pa žica, kot pa z učinkovitimi ukrepi. In to predstavlja velik izziv njihovi avtoriteti, kar seveda spet lahko izkoristijo druge politične stranke. V tem primeru lahko recimo govorimo namesto Cerar, Cmerar, ker je njegova avtoriteta pač bila resno načeta z prihodom takega števila beguncev, čeprav kljub bodeči žici in vojski na meji. Tudi mediji pritiskajo na politike in njihove taktične pozicije, ne le s tem, da zahtevajo hitre odgovore na pereče probleme, temveč tudi, da odgovarjajo na vprašanje, ki so jih oblikovali recimo skrajna desnica in pa nasprotniki priseljevanja. Prav tako se ponavljajoči posnetki, fotografije, naslovnice in posebne oddaje na temo migracij ključne za ukvirjanje migracij v varnostni okvir. Mediji skupaj s politiki, tako z levice kot desnice, naslavljajo naslednje strahove ljudi. Ne le politiki, vpleteni smo včasih tudi raziskovalci z področja migracij in drugih raziskovalci. Se pravi, naslanjajo pa se pač naslednji strahovi ljudi. Recimo demografski, ko recimo nenadna poplava beguncev, staranje prebivalstva, postopoma invazija zaradi razlik v rojstvih.
urbana negotovost, neprijaznost, agresivno obnašanje, neciviliziranost priseljencih, govorimo o domnevnih, upad socialnih pravic in strah za državo blaginje, islam, uničenje sekularnosti in tolerance, transnacionalnost, uničenje nacionalnih vrednot in povezave med priseljenci in terorističnimi organizacijami zunaj države. Tak primer v medijih je bil recimo tist, ko so povezali salafiste v Sloveniji preko nekih rumenih avstrijskih medijev. Tako novinarji in uredniki nehote ali pa tudi hote sodelujejo v ustvarjanju ozračja moralne panike in pa negotovosti. Strah zaradi varnosti med prebivalstvom nastane takrat, ko mediji in politiki gledajo na ekonomske in družbene migracijske fenomene izključno skozi varnostni in kulturni zorni kot. Zdaj, kar se pa tiče birokratskih iger, nekatere organizacije znotraj javne uprave pridobijo denar iz proračuna glede na to, ali jim uspe oblasti prepričati, da je določen sovražnik resničen in da ogroža državo. Zaposleni v teh ustanovah lahko spodbujajo konstrukcijo takšnega sovražnika, saj gre navsezadnje za njihove kariere, status in prihodek. Sovražnika si seveda ni potrebno izmisliti, vendar pa so prav migranti pogosto tarča teh agencij, in to vse od tako imenovanih majhnih prestopkov in vandalizma, ki jih predpisujejo predvsem priseljenski mladini, do organiziranega kriminala in terorizma. Seveda tudi migrantski tekovi, ki ne bi ogrožali suverenost države, spadajo pod ta varnostni okvir. Varnostne agencije so torej zainteresirane za družbeno konstrukcijo groženj, ki migracije spreminjajo v glavni vzrok za družbene probleme. To jim prinaša prednost v boju za sredstva in legimiteto. S tem so tudi našle svojega sovražnika in pogled na svet, kjer so prav oni v središču. Varnost namreč postane najpomembnejša vrednota v svetu, kjer vlada kaos tako zunaj kot znotraj naših meja. In če to štiriperesno deteljico begunske situacije zaključim še z humanitarnostjo. Didier Fassin poudarja, da se humanitarnost nanaša na uvajanje moralnih občutkov v sodobno politiko, ko se politiko pravic zamenja z etiko trpljenja in sočutja. Kljub in zaradi te etike humanitarnost prav tako uvaja neenakosti s tem, da nekatera življenja predstavi za bolj pomembna kot druga. Ker ne moramo pomagati vsem, pomagamo le nekaterim izbranim. Zato bi rad opozoril na dejstvo, da v času, ko se ukvarjamo z begunsko situacijo, druge migrantske teme ostajajo prav tako aktualne. Priseljenci, ljudje brez države, izbrisani, tuji delavci, napoteni delavci, žrtve trgovine z ljudmi, otroci brez spremstva ter drugi migranti in njihovi skupnosti še vedno trkajo na vrata naše človečnosti in predvsem čakajo na možnosti, priložnost, ki jim jih lahko damo. Vsem, ne le nekaterim, zakonodajo v EU in Slovenijo, zato baje imamo. Najlepša hvala.